Danes je poseben dan za Slovence, zlasti v severovzhodnem delu države. Gospa Fujs, kaj današnji praznik pomeni v luči tega, da je bilo Prekmurje vselej na nekakšnem medkulturnem, medetničnem in medverskem prepihu? Torej, eni pravijo, da je celotna Slovenija na prepihu in da se zaradi tega počutimo kot predpražnik, enkrat Balkana, drugič Evrope. Prostor, ki ga obsega slovenska država, je bil vedno etnično, narodno mešan prostor. Slovenci smo živeli skupaj z Nemci, z Judi, živimo skupaj z Italijani, Madžari, Romi, Bošnjaki, Hrvati. Edina razlika med Prekmurjem in drugimi pokrajinami je ta, da so Slovenci drugje pretežno katoličani. V Prekmurju pa je pač zaznaven delež protestantov, da je živela tukaj do druge svetovne vojne po tolerančnem potentu največja judovska skupnost v Sloveniji, da je živela tukaj do druge svetovne vojne, torej ta skupnost, in da živi največja etnična skupnost Romov v Prekmurju. V Prekmurju je bilo tudi zelo malo priseljevanja iz območja bivše Jugoslavije, ker pač tukaj ni bilo zaposlitvenih zmogljivosti in zaradi tega so Prekmurci sami hodili na dela v tujino, tudi se trajno izseljevali. Prekmurje je od druge polovice 19. stoletja dalje območje največjega izseljevanja, območje največjega števila sezonskih delavcev in po drugi svetovni vojni tudi največjega števila tako imenovanih delavcev na začasnem delu v tujini. Vse to je pravzaprav vplivalo na podobo pokrajine, ljudi, tako kot je v bistvu zapisal Matjaž Kmecel, da v bistvu nosi vsak Prekmurec v sebi del domovine in tujine. Tako prisotno je bilo to vse skupaj in zato smo se pravzaprav morali na nek način navaditi živeti za vsem tem. Če se zgodovinsko pomakneva za nekaj desetletij, največja tragedija 20. stoletja, druga svetovna vojna, sami dobro poznate ta čas, ki je pustil globoke rane tudi v Prekmurju. Kako je to obdobje zarezalo v družbeno tkivo te pokrajine? Torej, druga svetovna vojna in njene posledice so globoko zarezale v celotnem slovenskem prostoru in mislim celo, da v Prekmurju morda manj kot v nekih drugih pokrajinah. Tukaj do pred koncem vojne, ko je šla preko Rdeča armada, ni bilo vojaških operacij. Prva partizanska enota je bila ustanovljena januarja 1945. Tudi katoliški duhovniki so bili sami preganjani se strani oblasti zaradi svojega delovanja za združitev s Slovenijo, torej v prevratnem času. Organiziranje Bele garde je po njegovi izjavi preprečil sam generalni vikar, torej Ivan Jerič. Madžari, ki so se vključili v vojno na strani Nemčije, da bi nazaj dobili ozemlje, ki so ga izgubili v mirovnem procesu po prvi svetovni vojni, niso pričakovali v Prekmurju nekega upora. Oziroma niso pričakovali, da bi 22 let jugoslovanske države lahko izničilo stoletja sobivanja v prejšnji državi. Mislili so, da bo dovolj, da zamenjajo učitelje oziroma jih pošljajo na preusmeritvene tečaje, odstranijo slovenske napise, knjige in organizirajo propagando v smislu ni Slovencev, so samo Madžari in Vendi. Toda med vojnama so se statistike obrnile v korist Slovencev, verska razmerja so ostala približno enaka, s tem, da se je zmanjšalo število Judov, s primorskimi kolonisti, torej tistimi, ki so jim tukaj dali agrarno zemljo, ker se niso mogli vrniti nazaj zaradi Rapalske pogodbe, in pa za priseljenimi učitelji in uradniki, pozneje tudi domačimi študenti, pa so prišle v pokrajino nove, torej liberalne, leve oziroma komunistične ideje. Tej skupini so bili tudi organizatorji upora leta 1941 in seveda uporu so sledile represije, sodni procesi, internacije, ampak dve največji skupini, ki sta v bistvu bili internirani, so pa bili prav ti primorski kolonisti, ki so jim odvzeli ponovno zemljo in pa seveda prekmurska judovska skupnost, ki je bila tudi popolnoma uničena v drugi svetovni vojni. Žrtve so pa seveda tudi med poklicanimi v
v vojsko. Zanimivo je to, da razliko od Štajerske, naprimer Prekmurje, je Prekmurje bilo uradno vključeno nazaj v madžarsko državo, zato so bili tukaj redni nabori, ni bila prisilna mobilizacija in tako nekako tako je Prekmurje zdaj preživelo to drugo svetovno vojno. Kdaj pa so se v resnici začele deportacije judovske skupnosti? Torej, deportacije so se začele takrat, ko je v bistvu Nemčija zasedla Madžarsko, torej aprila 1944, ampak do takrat je bilo sprejeti že kopica antisemitskih zakonov, tudi znotraj Madžarske. Padec Hortijevega režima. Prosim? Tudi padec Hortijevega režima je nenazadnje pospešil potem. Nemci so Hortija še zadržali, potem po marcu 1944 so ga zadržali kot nekakšno marioneto, s tem, da je pravzaprav na oblast kot stranka prišla pravzaprav ta fašistična stranka, in Hortija so v bistvu odstranili šele oktobra 1944, ko je dejansko mislil zaprositi za kapitulacijo, za podporo zaveznice. Omenjali ste duhovnike, letos mineva tudi 80 let od smrti katoliškega duhovnika Danijela Halasa. Kdo je bil pravzaprav Halas, ki je gojil zavest o pomenu maternega jezika, obenem pa nikoli ni odvračal nikogar, da v svojem jeziku posluša Božjo besedo? Torej Halas se je rodil leta 1908 v Črensovcih, po maturi je končal bogoslovje v Mariboru, bil kaplan krajši čas v Ljutomeru, nato v nekaj let v Lendavi in bil leta 1939 postavljen za župnika v takrat novo ustanovljeni župniji Velika Polana. Bil je izjemno priljubljen duhovnik, predvsem med mlajšimi verniki. Takrat, ko je delal v Lendavi, se je zelo trudil tudi za madžarski tisk. Madžarski jezik mu ni bil tuj, kajti del njegove družine po očetovi strani je bil madžarskega rodu, vodil je Marijino družbo, delal z mladimi, zelo aktiven, pastoralno zelo aktiven in tudi krajši čas je urejal Marijin list, torej tednik, mesečnik in pa tednik novine in tudi sam pisal. Torej v njem se pogovarjamo zato, ker je pa 16. marca 1945 ga je na poti iz Lendave na Hotizi ustavila skupina mož v uniformah, ga odvedla k Muri, kjer so ga ustrelili. Njegovo truplo so skupaj s kolesom vrgli v reko. Iz reke pa so ga dvignili nekoliko nižje pri kotu nekaj dni kasneje in ga 21. marca v prisotnosti množice pokopali na Polanskem pokopališču. Že takrat so o njem govorili kot o mučeniku. Na osnovi pričevanja in drugih indicev naj bi ga ubili partizani, saj je na pobudo prekmurskih in to je pravzaprav sprožilo pobudo prekmurskih duhovnikov leta 1998, da začne škofijski postopek za razglasitev Halasa za krščanskega mučenca. Postopek za beatifikacijo se je začel leta 2002. Gradivo so zbirali več skoraj desetletje, torej, in več kot desetletje, in ga potem sklenili leta 1214 in ga posredovali rimski kongregaciji za zadeve svetnikov. Kako daleč je vse skupaj, pa v bistvu sedaj ne vem. Gospa Fujs, Danijel Halas je umrl torej mučeniške smrti leta 1945. Njegova smrt še vedno buri duhove. Kaj bi lahko bil razlog, da je bil le nekaj mesecev pred koncem vojne ubit Halas? Torej Halas je bil tragična žrtev druge svetovne vojne, ampak za razliko od drugih žrtev je on mučenik, ker je pač bil duhovnik in potencialna žrtev partizanov. V primeru, da so ga usmrtili madžarski žandarji, morebiti niti ne bi bilo postopka, to je zdaj pač špekuliram. Jaz ne poznam gradiva, ki je bilo zbrano iz tega, kar vem, pa težko pritrdim eni resnici. Torej, po zimi 1945 je imela skupina partizanov sestanek v
Gomilicah v šoli. Na sestanku je Martin Žalik, sicer iz Velike Polane tudi, in član okrajnega komiteja komunistične stranke za Prekmurje že leta 1941 predlagal likvidacijo tedaj lendavskega dekana in turniškega župnika Ivana Jeriča in polanskega župnika Danijela Halasa. Kot razlog je navedel, da naj bi bila oba člana Bele garde, kar mu je povedal pisateljni sokrajan, torej Miško Kranjec. To je sprožilo negodovanje drugih, na kar je poveljnik skupine Franček Majcen sestanek zaključil in predloga ni upošteval. Udeleženci sestanka so o potencialni nevarnosti obvestili Jeriča, torej Ivana Jeriča in Halasa, o tem on tudi piše Jerič. Resnično Žalikovega predloga pa je potrdil tudi sam poveljnik, torej Majcen, Jeriču osebno in pozneje tudi v svoji knjigi o Prekmurski četi. Potem, ko je bil Halas ubit, je Jerič to razumel kot izvršitev predloga za navedenega sestanka. Ubili naj bi ga partizani v skupini, ki je želela zabrisati sledi svojega dejanja pred javnostjo in pred svojim lastnim poveljnikom. Zato so bili v madžarskih uniformah. Po pričevanju očividca naj bi k njemu pristopili za 7, možje oblečeni v uniforme in ga odpeljali k Muri. Usmrtitev pri Muri pa je Jerič povezal z primerom partizanske ustrelitve nekega izdajalca, prav tako pri Muri, kar je videl kot vzorec partizanskega prikrivanja teh dejanj. Argentinski emigrantski časopis Tabor je že v 80 letih objavil izjavo osebe, ki kot morilce navaja kar večjo skupino domačih aktivistov Osvobodilne fronte. Navedenemu dogodku je v svoji knjigi o drugi svetovni vojni, ko je pisal zgodovino, Prekmurje v tem času Ferdo Godina namenil le en stavek in v okviru opisa večjega števila, in to v okviru opisa večjega števila usmrtitev, ki so jih takrat izvedli Madžari, predvsem skrivačev in dezerterijev, torej pred koncem vojne, tudi uboja zapornikov iz Mursko-Soboškega zapora. Zakaj je še vedno odprta možnost, da so Halasa ubili madžarski žandarji iz Lendave, morda samovoljno, brez konkretnega povelja in više instance, pa gre iskati v nekih drugih podatkih. V prvih mesecih madžarske zasedbe so torej oblasti uvadile nekaj prekmurskih duhovnikov, naprimer Jožefa Klekla starejšega, navedenega Ivana Jeriča, ki so ju obtožili vele izdaje zaradi sodelovanja pri priključitvi Prekmurja k kraljevini SHS, torej leta 19. In pa tudi Danijela Halasa, Ivana Camplina, Mihaela Jeriča, brata prej navedenega Ivana, zaradi predpostavke, da so leta 1941 sodelovali s partizani. O pogovorih med duhovniki in vodji upora pišeta tako Godina kot Ivan Jerič. Godina je trdil, da so ti duhovniki pristali na določeno obliko sodelovanja z Osvobodilno fronto in to ocenil za zelo pogumno dejanje. Oni so v okviru poznejše preiskave proti sebi, torej sodelovanje s komunisti, zavrnili in to vrsta namigovanja demantirali, vendar predstavnikov oblasti niso prepričali. Krivi so bili, ker aktivistov niso prijavili pristojnim oblastem. Vsi trije so bili oktobra 1941 obsojeni, Camplin in Jerič sta bila v zaporu do konca leta 1943, Halas pa je bil kljub obsodbi na 18 mesecev izpuščen po 9 mesecih. Razlog je bil protest vernikov, saj je bil Halas, kot sem navedla, že izjemno priljubljen in tudi seveda madžarskih vernikov iz Lendave, tudi iz protesta kaplana, ki je bil naslednik v Lendavi. In škof je vse to upošteval in posredoval pri regentu, torej Hortiju, da so mu kazen znižali. Generalni vikar, torej takrat Ivan Jerič, je 1. avgusta, torej že po vojni, leta 1945 zelo podrobno poročal sombateljskemu škofu o tedanjem položaju katoliške cerkve v Prekmurju.
Na koncu pisma je zapisal svoje najnovejše informacije o umoru župnika Halasa in sicer, da je o tej zadevi prišla na dan nova informacija, to je izjava nekega madžarskega žandarja, ki je dejal, da so bili v žandarskih krogih prepričani, da so ga ubili dolnje lendavski žandarji v sodelovanju z obmejno vojaško enoto. V svojem prvem poročanju sombateljskemu škofu o tem dogodku se je Rič namreč bolj nagibal k tezi, kot sem prej navedla, da so Halasa umorili partizani. V pismu 19. marca 1945, namreč, ko je bil Halas pogrešan še, je napisal, da so Halasa nazadnje videli med 4 osebami, ki so bile oblečene v madžarske žandarske uniforme, ampak da so to najverjetneje bili partizani. Da je bilo to prvotno njegovo stališče, je razumljivo glede na pač omenjeni predlog likvidacije sestanka partizanov. Gospa Fujs, Ja. danes poznamo številna obeležja prav v spomin na duhovnika Halasa, tudi spominski park v Prekmurju. Bi lahko rekli, da se marsikdo v Prekmurju še spominja Halasa? Verniki so od nekdaj bi si skrbeli za njegov grob. Ne? On je že takrat, ko sem rekla, pogreb je bil res množičen, razumeli so ga kot mučenika, prepričani so bili, da je njihov župnik svetniško živel in umrl mučeniške smrti. Verniki se zbirajo na mesečnih molitvenih shodih, romajo na njegov grob, tudi po tej pač poti, ki so jo naredili, križevem potu na Hotizi. Ob 60-letnici njegove smrti je bilo razglašeno Halasovo leto. Torej, katoliška cerkev je tista, ki najbolj zavzeto zdržuje spomin in ga pač prenaša v širšo javno okolje z obeležji in nekimi cikličnimi dogodki. Zgodba o Halasu je le ena izmed rek v oceanu številnih medvojnih zgodb. Gospa Fujs, v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota ste delovali kot direktorica in kustosinja. Če bi morali iz dediščine Prekmurja izluščiti sporočilo za sodobno slovensko družbo glede sobivanja in spoštovanja različnosti, kaj bi bilo tisto najpomembnejše? Torej, dediščina Prekmurja dokazuje, da tudi tukaj nismo vedeli vedno mirno sobivati. Ne narodno, ne versko in ne splošno nazorsko. Pa vendar dediščina dokazuje tudi to, da smo morali najti poti in načine, če smo želeli živeti in če želimo živeti skupaj tudi v prihodnje. Nihče v bistvu ne more od zunaj postaviti modela več kulturnosti, več vključenosti, enakopravnosti, strpnosti. To je nekaj, kar se učimo iz življenja v družini, cerkvi, šoli, lokalni skupnosti, državi in želimo si le lahko, da pač slabih vzorcev iz zgodovine ne bi ponavljali, zato ker nas vodijo le do trenutnih zmag. Za konec bi vas, gospa Fujs, prosil, da nam nakratko še ovrednotite pomen današnjega prazničnega dne. Zakaj ne sme postati samoumeven? Torej, takšni prazniki so vse enkrat na leto, še bolj ob jubilejnih letih pač obrnejo pogled širše javnosti na regijo. In to je pomembno v luči celovitega razumevanja države kot ideje in kot v bistvu območja. Združitev večine Slovencev v državi, v kateri so bili prvič priznani kot konstitutivni narod, je bila pomembna za njihov kulturni in politični razvoj. In je pač imela pozitivni učinek za Slovence v Prekmurju. Jaz sem predlagala datum, ki so ga uporabljali leta 2006, pač potrdili kot sem spominski dan. Težko pa v bistvu sprejme ime tega praznika, ker predpostavlja, da so bili v času, ko smo se Slovenci v večini skoraj istočasno združevali v novi državi, eni bolj matični kot drugi. Drugo pa je dejstvo, da gre za pridobitev Prekmurja kot ozemlja in ne zgolj Slovencev v Prekmurju. Ozemlje je pogoj za državo, narod brez ozemlja nima države, pa tudi sicer govorimo o večkulturni podobi pokrajine, o medkulturnem, medetničnem, medverskem dialogu, kot sem že rekla, pa naslavljamo pravzaprav le Slovence. Seveda je pomemben je boj Slovencev za pravice in narodno preživetje,
za regijo pa so pomembna tudi druge teme, o katerih je potrebno govoriti. In takšni prazniki so seveda priložnost, da jih odpremo. S tem, ko imamo praznik, nismo končali. Pomen življenja v skupnosti, regiji, državi naj bi bil v nenehnem razvoju in gibanju proti boljšemu, v prepoznavanju problemov in v iskanju rešitev. Gospa Fojs, hvala, ker ste bili naša goste in hvala za vaše dragocene misli. Hvala vam za povabilo. Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa lep preostanek dneva. Sedmi dan.